Spim, da se naredim, je morda provokativna teza, ki pa ima zelo trdno osnovo. Kajti vsi vemo, da pravzaprav človek v povprečju prespi skorajda tretjino življenja. In ta del življenja mora biti prav tako tlakovan s kakovostjo, kot tudi siceršnji bivalni del. Kakovostni spanec je zelo pomemben, saj vpliva na zdravje organizma. Nam lahko kot strokovnjakinja na tem področju poveste, kaj je ključnega pri tem in kakšne so lahko posledice nekakovostnega spanca oziroma še bolj usmerjeno motenj dihanja v spanju, s katerimi se ukvarjate in pri katerih poglobljeno, celostno pomagate. Ja, torej slabo kvaliteten spanec se seveda dokaj hitro odrazi v tem, kako pravzaprav izgleda naš dan. Če slabo spimo, iz kakršnega koli razloga, ali gre za motnje dihanja v spanju, ali pa naš spanec moten zaradi nekih drugih motenj spanja ali dejavnikov, se praviloma prebujamo nespočiti za spanje, rabimo popoldanske počitke, dremeže, smo lahko razdražljivi, čustveno labilni, lahko imamo težave s spominom in koncentracijo. Če imamo neko motnjo spanja, še posebej pri motnjah dihanja v spanju, pa vemo, da lahko pride tudi do dolgoročnih zapletov te motnje spanja. Predvsem je zelo jasna povezava med najpogostejšo motnjo dihanja v spanju, to je obstruktivna spalna apneja, in srčno-žilno obolevnostjo. Vemo, da so tveganja pri pomembni obstruktivni spalni apneji za razvoj visokega krvnega tlaka, možganske kapi, srčne kapi in motenj srčnega ritma zelo velike. Če se ne motim, pri tem obstaja tudi povezava s pojavnostjo demence in denimo raka? Je tako? Vse več je dokazov, da lahko pomembna, dolgo časa trajajoča obstruktivna spalna apneja vodi tudi v razvoj demence in tudi obstajajo indici, da so določene vrste raka povezane z dolgo časa nezdravljeno obstruktivno spalno apnejo. Imate na Golniku, na Univerzitetni kliniki Golnik, imate največji laboratorij za ugotavljanje tovrstnih zdravstvenih težav, zagotavljate celovito, celotno diagnostiko in vso podporo, ki jo potrebuje oboleli. Katere so najpogostejše težave in kako pomagate bolnikom? Kako dolgo pot mora prehoditi, da pride do uvodne diagnostike in do celovitega zdravljenja? Najpogostejša težava, zaradi katere bolniki pridejo k nam, je smrčanje. Ponavadi smrčanje moti tudi bližnje, seveda pa potem ti bližnji dostikrat opazijo, da med smrčanjem naši bolniki tudi nehajo dihati med spanjem. In to jih pa potem tudi zaskrbi. Pot do nas je pravzaprav kar dolga, ker smo največji laboratorij za motnje dihanja v spanju v Sloveniji in ker pravzaprav obravnavamo najtežje primere in se najbolj kompleksno ukvarjamo z motnjami dihanja v spanju, je seveda napotitev zelo veliko. Zdaj, koliko časa potrebuje posameznik, da pride do nas, je odvisno od tega, kakšne težave ima, kako hude težave ima, od tega, kakšne pridružene bolezni ima. Se pravi, ne obravnavamo enako hitro nekoga, ki samo smrči, napram nekomu, ki je tako zaspan, da recimo že zaspal za volanom. Pri takem bolniku bomo diagnostiko izpeljali zelo hitro, nekdo, ki smrči, pa bo verjetno moral počakati tudi lahko 2 leti, preden bo prišel do diagnostike oziroma do obravnave. Treba pa je vedeti, da samo smrčanje samo po sebi za zdravje ni nevarno, če temu niso pridružene motnje dihanja v spanju. In lahko mogoče to ilustrirate z določenim konkretnim primerom. Morda človek srednjih let, pojavi se smrčanje, nima postavljene diagnoze, čeprav morda že preboleva oziroma se pri njem že razvija konkretno kronično obolenje. Ja, pravzaprav najbolj tipičen naš bolnik je moški star 55 let, ki je vsaj prekomerno prehranjen, se pravi, da ima indeks telesne mase višji od 25, praviloma pa je že debel in zelo pogosto ima že razvito arterijsko hipertenzijo in se zanjo zdravi že vsaj nekaj let.
Seveda prihajajo tudi bolniki z drugimi srčno-žilnimi obolenji, se pravi zelo pogosto so napoteni bolniki po miokardnem infarktu, po možganski kapi, srčnim popuščanjem. Skupno pa je tem bolnikom zelo pogosto, da so debeli. Kakšna pa je pravzaprav v Sloveniji patologija na tem področju? Kako pogosta je zbolevnost za motnjami dihanja v spanju? Podatkov za Slovenijo nimamo. Obstajajo pa prevalenčne študije iz tujine, ki kažejo, da je obstruktivna spalna apneja, ki je najpogostejša motnja dihanja v spanju, prisotna pri 10% odrasle populacije, s tem, da je bistveno pogostejša pri moških kot pri ženskah. Pri moških je prevalenca približno 14%, se opravičujem, in pri ženskah 5%. Tudi obstaja razlika v času, ko se obstruktivna spalna apneja pojavi pri enem in drugem spolu. Pri moških je prisotna, se pravi, tekom celotne odrasle dobe se lahko pojavi. Seveda starostjo narašča število teh, ki imajo obstruktivno spalno apnejo, pri ženskah pa je mejnik zares nastop menopavze. Se pravi, pri ženskah se pogostnost obstruktivne spalne apneje močno poveča, ko preidejo v menopavzo. Tako da jaz zelo spodbujam splošne zdravnike in tudi sicer zdravnike, da so predvsem pozorni pri postmenopavžalnih ženskah na težave s spanjem. Pogosto se v tej populaciji zgodi, da težave s spanjem enostavno pripišejo menopavzi, tako ženske kot njihovi zdravniki, ampak v ozadju se lahko skriva pravzaprav obstruktivna spalna apneja. Kateri pa so največji pravzaprav klinični raziskovalni izzivi na tem področju? Verjetno je največji raziskovalni izziv, kako pravzaprav zdraviti učinkovito te bolnike. Zato, ker vemo, da terapija s pozitivnim zračnim tlakom, ki je priporočena terapija za bolnike z pomembno obstruktivno spalno apnejo, ima eno težavo, in to je, da so bolniki relativno slabo adherentni zanjo. Za določene druge vrste oblik terapij mogoče niso primerni kandidati. In tukaj so izzivi, kako izboljšati terapevtske možnosti, kakšne oblike terapije lahko ponudimo tistim bolnikom z obstruktivno spalno apnejo, ki recimo se ne uspejo privaditi na CPAP aparate ali pa niso kandidati za druge oblike terapije. Tukaj je verjetno ključna osnova pri adherenci bolnikov vzpostavitev dobrega, zaupnega, korektnega odnosa med zdravnikom in pacientom, kaj ne? Ja, zagotovo. Pomembno je, da je bolnik dobro poučen o svoji bolezni, da ve, za kaj gre, kako zdravljenje vpliva na njegovo bolezen. Mi smo pred leti naredili eno zelo zanimivo študijo, kjer nas je zanimalo, kako se pravi poučenost o bolezni vpliva na adherenco terapiji, in rezultati so bili zelo zanimivi. Se pravi, tisti, ki so bili zelo dobro poučeni, so bili bistveno bolj adherentni kot tisti, ki so o bolezni vedeli malo. In to je pravzaprav tudi zares vplivalo potem na to, kako smo spremenili našo klinično prakso, v tem smislu, da naši bolniki ne samo, da dobijo nasvet strani zdravnika, pogovor in strani naših medicinskih sester, ampak dobijo tudi pisne informacije o bolezni in o zdravljenju. Jaz bolnikom tudi pokažem, se pravi, primerjalno študijo, ko smo delali diagnostiko in potem na terapiji, kakšen je učinek zdravljenja, tako da zelo hitro vidijo, kako učinkovito terapija stabilizira njihove motnje dihanja v spanju. Pomembna je empatija, zelo pomembna je empatija v tem smislu, da je treba razumeti, da zdravljenje z recimo CPAP aparatom ni enostavno,
da seveda CPAP aparat zelo lepo stabilizira naše motnje dihanja v spanju, ampak predstavlja tujk na obrazu, predstavlja neko motnjo spanja. In samo če razumemo to, da to zdravljenje ni tako enostavno, da ima bolnik lahko probleme, se mu bomo posvetili in bomo lahko njegove težave ustrezno reševali. Naši bolniki, razen tega, da jim že vnaprej povemo, da bodo kronično spremljani, da bodo praktično celo življenje naši bolniki, seveda dobijo tudi nasvet, priporočilo, da če imajo težave, da se nam javijo, da nam čim prej povejo za težave, zato da čim prej lahko te težave razrešujemo. Druga stvar, ki jo jaz bolnikom tudi povem, je, da ni moja naloga, da predpisujem CPAP aparat, ampak je moja naloga, da zdravim njihovo spalno apnejo, kar pomeni, da tudi če jim s CPAP aparatom ne bo šlo, bom poskušala z njimi najti neko rešitev, da bova lahko to spalno apnejo stabilizirala z drugimi metodami oziroma prijemi. Je pa res, da obstaja neka manjša skupina ljudi, pri katerih pa zares se nič ne obnese oziroma ne tolerirajo ali pa niso primerni kandidati za določene terapije. Čeprav motnje dihanja v spanju niso redek pojav, bi vendarle lahko rekli, da pri prenekaterem obolelem ta težava dolgo časa ostane brez ustrezne obravnave, brez ustreznega zdravljenja. Kateri so tisti parametri, dejavniki, pri katerih bi kot specialistka pnevmologije še posebej opozorili ljudi, da vendarle zahtevajo pozornost in da obisk zdravnika ne bi bil odveč? Ja, predvsem bi svetovala, da takrat, kadar ugotovijo, da je njihov spanec slabo učinkovit, slabše učinkovit. Se pravi, če so zjutraj nespočiti in zaspani iz kakršnega koli razloga, je prav, da se to razišče, ker slaba kvaliteta spanca neugodno vpliva, neodvisno od tega, ali je posledica spalne apneje ali pa česa drugega, na življenje, na kvaliteto življenja in na druga obolenja. Seveda, absolutno takrat, kadar smrčijo in imajo prekinitve dihanja v spanju, ali pa tudi, če ne smrčijo, pa imajo prekinitve dihanja v spanju, ker imajo lahko kakšno drugo obliko motenj dihanja v spanju. Če se po noči pogosto prebujajo, premetavajo, čutijo slabo kvaliteten spanec, morajo pogosto iti na vodo. In pa seveda pri tistih bolnikih, ki imajo že lahko zaplete motenj dihanja v spanju oziroma motenj spanja, se pravi pri teh bolnikih, ki imajo že razvito arterijsko hipertenzijo, na večtirni terapiji pa krvni tlak še vedno ni urejen, pomeni, da imajo 3, 4 ali 5 zdravil za visok krvni tlak, pa je krvni tlak visok, ali pa so po srčni možganski kapi, imajo motnje srčnega ritma, imajo sladkorno bolezen, so debeli. Ti bolniki je prav, da so dodatno pozorni na svoje spanje in na kvaliteto spanca.